Živijo, moje ime je Jan in danes vas bom popeljal skozi prvi infodrom v tem tednu. Po vpisnih ocenah spet številčne in kaj o tej temi pravijo učenci tretjih razredov. Požari v Avstraliji, gori območje dolgo 305 km, na delu več kot 1500 gasilcev in prostovoljcev. Obročkanje, člani društva za opazovanje ptic označili ptice, preden so te odletele v tople kraje. Ste že dobili prve ocene? Tu sprašujem tudi vse tretje šolce, ki imate letos po novem že številčne ocene. Z začetkom šolskega leta je namreč začel veljati zakon, po katerem imate tretje šolci namesto opisnega številčno ocenjevanje. Z ocenami od 1 do 5 bodo predmeti med sabo bolj izenačeni, vsak od vas pa bo bolje vedel, koliko sploh zna. Vse tako pravijo na ministrstvu. Kaj pa si o tem mislite vi? Vprašali smo učence osnovne šole Mihe Pintarja Toleda v Velenju. Bolj všeč mi je, da so ocene. Zdaj mi pa res več pomeni, ko je šlo v redovalnico, ko pa tisto opisna. Kar drugače. Malo bolj živim. Lani še nisem vedel, kjera ocena je, ko mi je kar napisala. Zato lani še ni bilo tako pomembno, letos je pa že. Ko dobimo zares ocene. Tretješolcem v Velenju številke veliko pomenijo. Kakšno oceno imajo, so želeli slišati že lani, nam pove učiteljica. Sicer za nas učitelje to je malo težje, ker z opisom tile opišeš nek dosežek, napredek učenca, ocena je pa ocena in tista gre v redovalnico, ampak se trudimo, veliko ponavljamo, da bi ocene bile pač čim lepše. Ja, se bolj učim, ko lani. Več se učim pa, ko gre tako v redovalnico, ko vidijo, da si dober, ko dobiš 5. Številčne ocene so pač del šolskega življenja, a niso merilo naše vrednosti. Učenci vedo, da je tisto, kar zares šteje, znanje. Kadar mi začne primanjkovati denarja, moram sestaviti varčevalni načrt in najti način, kako bi lahko kaj več zaslužil. V podobnem položaju se je znašla tudi naša država. In da bi se v državno blagajno steklo nekaj dodatnega denarja, je vlada potrdila nov davek, davek na nepremičnine. Kaj to je? Podrobno pod lupo. Slovenija za svoje delovanje potrebuje denar, na primer za šole, gradnjo cest, za vojake, policiste in drugo. Ako je država v krizi in ji primanjkuje denarja za plačilo vseh stroškov, politiki poskušajo denar privarčevati. Takrat sprejmejo različne varčevalne ukrepe, s katerimi naj bi se v državno blagajno steklo več denarja. Zato med drugim predlagajo nov davek, davek na nepremičnine. Nepremičnine so vsa zemljišča, stavbe, ceste in druge stvari, ki se jih, kot že ime pove, ne da premakniti drugam. Tudi družina Zonta bi morala za svojo hišo plačati davek na nepremičnine. Strokovnjaki z geodetske uprave najprej ocenijo njeno vrednost. Presodijo, da je hiša vredna 150 tisoč evrov. Od tega zneska bi po novem zakonu morali plačati davek, ki bi znašal okoli 190 evrov. Davka na nepremičnine pa naj ne bi plačevali lastniki cerkva, kulturnih spomenikov, neplodnih zemljišč, gasilskih domov in zaščitenih gozdov. Država pričakuje, da bo naslednje leto državna blagajna tako bogatejša za 183 milijonov evrov. O predlogu bo zdaj razpravljal še državni zbor. Če ga bo potrdil, bodo vsi lastniki nepremičnin plačali davek že naslednje leto. Požarom v Avstraliji ni videti konca. V zvezni državi Novi Južni Wales, v okolici glavnega mesta Sydney, kjer že skoraj teden dni besni več kot 80 požarov, je zgorelo okoli 200 hiš, en človek pa je umrl. Zaradi velikanske škode je država že razglasila izredne razmere in več kot 100 družin preselila na varno. Divjanje ognja velja za najhujše v zadnjih 40 letih, zaradi visokih temperatur in vetrovnega vremena pa se v Avstraliji bojijo, da bo v prihodnjih dneh še huje. S požari se spopada več kot 1500 gasilcev in prostovoljcev, jutri pa naj bi se jim pridružilo še 800 novih. Italijanski senator in nekdanji premier Silvio Berlusconi 2 leti ne bo smel opravljati javnih funkcij. Prepoved mu je izreklo sodišče v Milanu, potem ko je bil obsojen zaradi tega, ker se je nezakonito izogibal plačilu davkov. Ali bo Berlusconi izključen tudi iz parlamenta, bodo odločali prihodnji mesec. Ameriška skavta sta se spravila nad skalo v znamenitem narodnem parku Goblin Valley v Utahu in bila takole vesela, ko jima je uspelo.
Tako ravnanje je v Narodnem parku seveda prepovedano, zato tožilstvo razmišlja, da bi jo kazensko ovadilo. Ta rdeča skala je bila namreč stara 170 milijonov let in velja za eno od znamenitosti te zaščitene puščavske pokrajine. Vandalizem so obsodili tudi skavti v Združenih državah. Jesen je čas za selitev ptic v tople kraje. A preden se odpravijo, jih ljubitelji ptic popišejo s posebno metodo, ki se imenuje obročkanje. Ob 8 zjutraj, ko se ptice še ne spreletavajo po okoliških drevesih, sodelavci Prirodoslovnega muzeja začnejo obročkati. Najprej je treba ptice selivke previdno vzeti iz mrež, v katere jih lovijo prav zaradi obročkanja. Ga lepo počasi vzamemo ven in mu to mrežo odstranimo, se pravi, ga slečemo tako, kot da bi pulover dol dala, vidiš. Nato jih položijo v posebne vrečke, da se ne poškodujejo. Nato ptice popišejo, treba jim je izmeriti peruti ter določiti spol, starost in težo. Obrnjena je skrivno navzdol in vidi samo temo, ne? In zato pač ne ve, kam bi šla, se ne more orientirati in ostane not. Moraš biti pozoren, da je ptič pod ta pravo številko vpisan, da tu pa prav vpisuješ spol, starost, dolžino peruti, težo pa datum, pa kje si ga ujel. Podatke vpišejo v posebne obrazce, ki jih na koncu pošljejo Prirodoslovnemu muzeju Slovenije. Tam podatke vnesejo v mednarodno bazo. Ko je obrazec izpolnjen, je na vrsti obročkanje, to je metoda za preučevanje selitev ptic. Kovinski obroček je tako lahek, da ptic ne ovira, na njem je identifikacijska številka. In s tem, ker se jih drži v jame, lahko poznamo njihove poti, kamor se selijo, ne? In območja, pomembna za njihovo selitev. V obročkanju bodo nekatere vrste ptic odletele v tople kraje, druge pa bodo prezimile pri nas. Jesensko vreme je pač muhasto in takšno bo tudi ostalo. Na vzhodu države bo po večini suho, drugod pa bomo potrebovali dežnike, saj bo oblačno in deževno. Ob morju lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 17, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Samo še infokviz, ki ga najdete na naši spletni strani. Državni vrednostni papirji se imenujejo obveznice, dividende ali delnice. To in še 8 drugih zanimivih vprašanj vas čaka na naši spletni strani. Ostanite fajni, ne pozabite. Infodrom drvi naprej.